Živeti preprosto in naravno je v današnjem svetu svojevrstna umetnost. Dajati naravi najboljše, zato da ta najboljše lahko povrne, je nekaj, kar je koristno tako za okolje, kot tudi za posamezne lokalne skupnosti. Med nami se še najdejo posamezniki, ki s svojim sonaravnim bivanjem in delovanjem želijo biti v vzor ter predajati znanje med ljudi. Med njimi je tudi Mateja Reš, prijazna in modra zeliščarka, kuharica, čebelarka, pisateljica in kmetica, ki nam je odprla vrata v vrt okusov na svojem domu v Zgornjih Gorjah. S čim pravzaprav se vi ukvarjate? Toliko poklicev imam. V osnovi sem, tega se že dolgo časa ne grem, ampak lesarstvo sem študirala. Ampak tudi to mi je nekaj dalo. Dalo mi je en odnos do lesa, odnos do tega, da vem, kako je stvari tudi v proizvodnji zahteven proizvesti. Tako da sem hvaležna prav za vse, kar mi je prišlo na pot. Ja, trenutno sem kmetica, oziroma po novem sem kmetica, sem zelo ponosna, da sem končno nekaj, kar lahko vsakmu rečem, kdo sem. Spoznavam pa tudi tiste plati, ki so mogoče malo manj ugodne, ki se še ne spoznam s papirji, ampak jih rešujem. Hvaležna sem naravi, da mi pomaga letos ustvarjati tisto, kar recimo v jeseni sem uspela, da sem lahko na njivi posadila ribeze, aronije, kosmulje, v glavnem je to moj projekt. Mu pa dodajam tudi zelišča in nekaj take zelenjave, ki mogoče ni čisto vsakdanja. Tudi sodelujem z eno gostilno in sva se dogovorila z lastnikom, da mu pridelam nekaj zelenjave, ki jo on potrebuje. Tudi buče, ki so ena ljubezen moja in predvsem moje sestre Rut, ker sva pred 17 leti napisali knjigo in to so bili tudi moji kulinarični začetki. Tudi s tem se še vedno ukvarjam, zelo sem zadovoljna in hvaležna, da imam lahko kulinarične delavnice po Gorenjskem predvsem, v okviru Ljudske univerze, Radovljica, Tržič, Jesenice, tudi v Bohinj me zanese, pa tudi v Martuljk. In delim svoje znanje, svoje izkušnje. Že 13 let pišem za družino, za Katoliški tednik, vsak teden en recept oziroma 2 recepta na eno temo. Pišem tudi za otroško revijo Mavrica, v bistvu tja zdaj zapisujem svoje izkušnje, kar kmetica kot dopolnilna dejavnost tudi smem. Tako da sem kar na ta pravi poti. Dolg časa sem jo iskala, sem tudi žena, mati 3 otrok, že hvala Bogu, v bistvu najstnikov, eden je že starejši. Tako da me kar zaposluje delo v hiši, izven nje, zdaj imam, kot rečeno, še njivo, imamo tudi eno planino v hribih, tako da iz vseh koncev vlečem in tudi od ljudi, ki jih spoznavam na teh delavnicah. Ravno danes smo pekli rožičevo potico v domu starostnikov, kar me pa sploh napolnjuje z dobro voljo, pa tudi njih. Vidim, kako so zadovoljni. Vsakič je kakšen več na teh mojih, vsakih 14 dni v petkih ob 9 se srečujemo, tudi za ostale udeležence zunanje, odprto, tako da vabim ljudi, da pridajo, tudi kaj podelijo z nami, tudi vprašam, kaj bi pa čez 14 dni kuhali, pa kakšno željo izraz in to naredimo. Tako. Kje pa se je začela vaša ljubezen do dela z naravo, v naravi? Ja, kot otrok, malo kateri otrok rad uboga mamo in očeta in dela brez, da bi se upiral. Jaz sem bila ena velika upornica. Bile smo 3 sestre. Oče je podedoval zemljo in se je odločil, da bo naredil kmetijo. In res, sezidali smo hlev, hišo. To je bilo kar veliko, cele počitnice smo premetavali, tiste peske sem in tja, so bili še taki časi, da smo sami. Mami je bila ogromen na njivi in je bilo treba pomagati, hočeš, nočeš, in jaz si nikoli nisem mislila, da bom jaz pristala na zemlji. In ko smo se 7 let nazaj sem preselili, saj sem vse delala, nikoli ni bilo nič težav, Tudi
marsikaj sem mislila, da znam. Tudi oddajo Triglavski zeleni vrtiček sem podedovala od sestre na Jeseniškem radiju in sem kar znala saj vprašati, če ne že vedela, kako je kaj, ker vse sem doma skozi sodelovala v Radoveljci, ko smo živeli skupaj starši. No, ko sem pa prišla sem na svoje, osnovala ta vrt, sestra Rut mi je zasadila en velik del vrta, sem pa videla, da jaz pa nujno rabim mamine nasvete in to je bilo kar veliko debat in pomoči. Tako da, lejte, najboljša šola je tista learn by doing, rečejo po angleško, sprot se učiš, sprot sprašuješ, upam si vprašati, upam in zelo rada podelim tisto, kar zvem. Tako da, zdaj sem pa zmeri bolj zadovoljna v zemlji. Ekološko kmetujem sem v preusmeritvi, ker je tako, da prva 3 leta ne moreš kar reči, jaz sem ekolog, ker zelo živim z naravo. Kakšne delavnice pa vodite? Ja, kuharske. Posvečeno je vsemu, kako lahko tisto, kar sam pridelaš, ali pa saj tukaj blizu kupaš, spremeniš v nekaj okusenega, zdravega, dobrega, pa tudi kaj trajenega. Kot dopolnilno dejavnost na kmetiji se ukvarjam tudi s kakšno pripravo, kakšno marmelado skuham, zeliščno sol, čaj. Zelo sem zadovoljna pa hvaležna, ker so me povabili, Turizem Bled me je lansko leto v jeseni povabil k projektu Bled Local Selection in rabili so nekoga, ki ima kakšne zaloge suhih zelišč oziroma čaja, in so me povabili in sem kar zagrabila in kar odvija se. Sem zelo vesela, ker jaz si želim ne samo delati čaj, ampak ljudem ali pa karkoli drugega, ampak ljudem pokazati, da ni zahtevno, da majčkeno moraš imeti to rad, pa časa si moraš nekaj vzeti, pa kakšno pripravo že rabiš, ampak čim bolj poenostavno. Moje geslo je res preprosto naravno in preprosto v pravem pomenu besede, pa predvsem hitro. No, znanje pa delite tudi skozi knjige. Koliko knjig ste že napisali? Prvo knjigo sva s sestro skupaj napisali, to je bila Čarobni svet buč, pa lahko kar pokažem. To je ena knjiga, kjer je sestra najprej napisala nekaj o vzgoji buč, potem sem pa jaz iz skladovnice knjig zbrala nekaj receptov, izbrala in jih malo predelala in to je prva knjiga bila. Ker buče sploh niso bile takrat pri nas poznane. No, pa teh receptov je bilo toliko, da so mi potem na založbi Družina, kjer je Rut pisala za njih tudi eno kolumno, rekli, jih bomo pa mi še v eni drobni knjižci izdala. Tako, no potem po nekaj letih je založba Družina sklenila, da bo izdala še eno knjigo z mojimi recepti. To je Letni časi v kuhinji, ki jo žal ne najdem, ne vem, kam sem jo založila. No, 2 leti, ne vem, kdaj je bila izdana ta, je zdaj že to 2 leti, 2 leti že, kar je bila tale knjiga izdana, ravno v tem času, vidite, da so tukaj narcise spredi, so to knjigo v bistvu natisnili. In to je ena taka vsesplošna kuharica. Izmed 800 receptov je bilo treba zbrati 250 receptov in to je bil pa za mene življenjski projekt. Ravno prejšnji dan me je klicala kmetijska svetovalka z Lesec, Ana Beden, da so moji 3 izdelki, ki sem jih dala na ocenjevanje dobrot kmetij v Sloveniji, nagrajeni z srebrno medaljo. Ne vem sicer, kaj to pomeni. Izmed 20 točk sem prejela tam 18 pa pol točk. Tako da delam stvari, ki niso kaj sladke. Sladkor je pa tisto, ki naredi nekaj dobro. Skušam uporabiti tisto, kar je v sezoni, recimo tale marmelada je narejena v osnovi buča, muškatna buča, Muscat de Provence, potem pa zaradi tega, ker ta buča je zelo lepe barve in sem to hotela ohraniti, sem dala še pomarančo pa limono, pa malo ingverja in je to tako ena taka malce pikantna, ne pa hudo.
Ni pa recimo, to skozi mal, jaz ne morem dvakrat stvari narediti enak, tako da bo težko to marmelado po istem skuhati, ta sploh ni marmelada, ampak je v resnici bolj preliv. No, tukaj pa aronija. Aronija je tudi ena moja ljubezen. Sem jo tudi zdaj precej posadila, 150 sadik, poleg 10, ki jih imam že na tem vrtu. In v sezoni, ko je bila aronija zrela, so lani zelo dobro obrodile slive, oziroma slive, češplje so kasneje, in breskve. In sem iz tega skuhala marmelado, ker sama aronija je preveč gosta, preveč trpka in je to nastalo. No, tale čaj sem pa poimenovala, to je sadni čaj, ker sadni trojček. Jaz se trudim, ne da se trudim, ampak kar to se rojeva, kar nekako, ne veš, kaj bi naredil, pa čez 5 minut najdeš rešitev, ponavadi, ko greš zunaj kaj delati, se ji izkaže in sem v čaj dala jabolka, posušena na kocke, narezana, rdeče jabolko, ki ima rdeče meso, Red Love, to je moja sestra Ruth prinesla v Slovenijo skupaj z enim podjetjem in to jabolko v bistvu da tako rdečkasto barvo, zato je tudi noter. Potem so tukaj ostanki, se pravi trupine od izdelave soka črnega ribeza in kutina. Kutine so se mi tam ponujale, kaj ne z njimi. Najlažje posušiti, če imaš sušilnika, ne? In iz tega v bistvu sem naredila saden čaj. Ni aromatiziran, ker raven to mene moti, te umetne arome. Nastane zelo na hiter, zelo preprost, ampak zelo okusen izdelek lahko. Z malo volje pa nekaj časa. Kam pa želite v bistvu peljati vaš vrt? V kateri smeri oziroma želite voditi svoje življenje še naprej v prihodnosti? Ja, dobro vprašanje. Želim v bistvu kombinirati to izobraževanje in tudi pridelavo, ker če nimam jaz nekaj v roke vzeti, niti ne morem pokazati. Tako da tudi ta vrt, kjer zdaj smo, je pravzaprav za nas, za našo družino prevelika resnica, ne? Ampak takrat, ko sem ga ustvarjala, se pravi, to je 7 let nazaj, smo glavnino zasadili, sem res želela imeti čim več različnih sadnih vrst, in tudi že 2 leti oziroma, če ne že 3 leta, tukaj spomladi potekajo delavnice rezi, prikaz rezija, sadnega drevja, že to je nekaj, s tem se začne. Potem jaz tudi objavljam na socialnih omrežjih, mogoče kdaj kaj delam. Tudi skozi to, danes je to močen kanal za deljenje idej, pa tudi učenje. Tudi jaz recimo, kad delam na YouTubeu, kaj poslušam zraven. No. Tudi nas je presenetila z obsegom vrta, za katerega skrbi. V času, ko se večina ljudi osredotoča na karierni in tehnološki napredek ter lastno podobo na socialnih omrežjih, je še toliko bolj pomembno najti protiutežki človeka pri zemlji. Si želim tudi v bistvu biti glasnik kmetijstva, tudi kako, ne samo kako kaj narediti, ampak tudi kako in s papirologijo, koliko je dela, koliko je treba tudi tle vedeti, koliko moraš biti podjeten. Ne samo, da si ti delovan, pa da si lahko ure in ure v nečem, ampak da se moraš res znajti, se moraš. No? Tako da si želim tudi sodelovanja s šolo, z vrtcem, z lokalno skupnostjo, da bi ustvarjali res v takih čudovitih koncih smo, da se še sami ne zavedamo, dokler nekam ne gremo, pa pridemo nazaj. No, to je moj namen in upam, da bom še dosti dolg časa zdrava, da bom lahko vse uresničila. Poudarja, da ni pomembno to, da je vrt urejen in organiziran do potankosti. Sama se z malenkostmi ne ukvarja. Rajši kot to sprejema ravnovesje med svojim početjem ter nagibi narave. To takoj ne zrase, Tole, kar zdaj tle okrog vidite, je 7 let.
nekaj je že šel vmes žled po lomu, nekaj je že voluhar pojedel. Imela sem tudi 3 kakije, to ni šlo in sem se namenila, da bom raje jaz malo menjave naredila, zato imam tle recimo te suhe kakije. Tako da to je učenje, to je življenje tako, ker sem si ga zamislila in hvala Bogu me partner podpira. Otroci se še nekako ogledujejo, a to je za njih ali ne, ampak nikogar ne silam, vesela sem, da me pustijo, da to počnem, da imam tudi suport moževih staršev, mojih staršev, pa tudi ljudi, ki so navdušeni, ki pridajo ali pa kaj povem novega, ali tako, no, to se mi zdi fajn. Vsekakor je veliko govora, vse več ljudi je v bistvu ima zdravstvene težave in zato posegajo in ugotavljajo, da morajo nekaj pri sebi spremeniti. Samo če bojo ljudje sami poskusili nekaj ustvariti, nekaj skuhati ali pa posaditi, bojo razumeli, koliko je treba vedeti, koliko je treba časa, koliko je treba ljubezni in bojo znali ceniti. Ta moja pot skozi kaže na to, da je pa najbolj biti sonaraven, se pravi, čim manj stvari vnašati v ta moje okolje, ampak iz tega, kar je tukaj, to okolje ustvariti tako, da bo funkcioniralo kot celota. Zato imam jaz tudi tam recimo kokoši, ki mi gnojijo sadovnjak, travo, naj bi tudi kakšne črve pojedle take neugodne ali pa mogoče kakšno mravljo celo, da nimam toliko uši. Potem bom zdajle 3 ovčke take majhne nabavila, da bom imela tam na polu, na njiv, okrog njive, no, pravzaprav, da mi ne bo treba kositi, ampak bojo one pojedle, obenem bojo gnojile, imela jih bom tudi za volno, ki jo uporabljam tudi kot gnojenje, malo za preprečevanje voluharjev naj bi bila. V bistvu želim en tak model ustvariti. Bom pa videla, a bo to uspelo, a bo preveč zahtevno. V bistvu se nočem v celoti prodati za delo, da bo to delo cel dan. V bistvu želim tudi nekako sprovesti en eksperiment, a lahko ena oseba obdela v bistvu to, kar sem si zamislila. Kaj pa vi? Skrbite za naravo in zase na zdrav način. Nenazadnje je prav to naravno tisto, kar nam daje energijo za življenje. Kot je rekel Albert Einstein, poglej globoko v naravo in boš vse razumel bolje.